Lepo pozdravljeni v imenu Komisije za enake možnosti na področju znanosti. Moje ime je Andreja Gomboc in sem predsednica te komisije. Komisija se je pred 2 letoma preimenovala iz Komisije za ženske znanosti in takrat je tudi razširila svoje področje delovanja. Tako je na jesenskem posvetu pred 2 letoma obravnavala temo tujih raziskovalcev v Sloveniji in pa problematiko oziroma jezik kot sredstvo vključevanja oziroma izključevanja. Lansko jesen pa smo obravnavali izzive mladih v znanosti. Marca pa organiziramo tradicionalni posvet, ki je seveda namenjen položaju žensk v znanosti. Tukaj komisija že leta, tudi v prejšnjih sestavah, opozarja na težave, ki so še posebej poleg vseh ostalih težav in ovir, na katere naletimo raziskovalci, opozarja na tiste, ki se posebej tičejo še žensk znanosti. Med njimi so na primer dvojna merila, tako kot na drugih področjih življenja družbenega, dvojna merila, stekleni strop, pristranskost pri ocenjevanju rezultatov, napredovanjih, plačna vrzel in recimo tudi vidimo, to se potem tudi pozna na primer pri nagrajencih, prejemnikih Zoisovih nagrad in priznanj, članstvu SAZU in tako dalje. Lansko leto marca smo pripravili posvet o pripravi načrtov za zagotavljanje enakosti spolov v inštitucijah, kjer smo predstavili primere dobrih praks v Sloveniji. Žal pa smo opazili, da vodstva tistih inštitucij, ki bi na tem področju najbolj potrebovala spodbude, ideje in nasvete, se teh posvetov potem ne udeležujejo. Nekako zgleda, kot da še vedno marsikje vlada pogled, da so enake možnosti v znanosti problem tistih, ki teh možnosti nimajo, ne pa tistih, ki bi jih morali zagotoviti po svoji službeni dolžnosti, se pravi vodstvo inštitucij in pa vseh tistih, ki delamo v nekih delovnih okoljih. Za letošnji marčevski posvet pa smo se odločili, da fokus posveta usmerimo nekoliko drugače, ne toliko ženske v znanosti kot raziskovalke, ampak kot raziskovanke. Se pravi, ali dovolj upoštevamo dimenzije spolov v znanstvenih raziskavah, ne samo tam, kjer je to očitno, zaradi bioloških razlik, recimo v medicini, farmaciji, veterini, ampak tudi širše, na primer v družboslovju in humanistiki, na primer kdaj bo zgodovina postala iz his story, iz njegove zgodbe, tudi her story, tudi njena zgodba. In pa seveda tudi naletimo na to vprašanje dimenzij spola, marsikje tudi v naravoslovno-tehničnih vedah, kjer mislimo sicer tako na prvo žogo, na prvi vtis je, da tam to ni toliko važno. Najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste prišli na današnji posvet, vsem predavateljicam in predavateljem. Zahvaljujem se tudi članicam komisije in članom komisije za njihov trud pri pripravi tega posveta in nasploh za ideje in delo v komisiji. In pa seveda se zahvaljujem tudi soorganizatorjema SRIP, zdravje medicina in pa ZRC SAZU, ki nas prijazno gosti, in vabim dr. Ota Lutarja, direktorja ZRC SAZU, da nas pozdravi.